Živijo, mi na PUM-u smo se zbrali v 4 skupine, ena je bila ta filmska, druga je bila glasbena, tretja je bila za slikati, četrta pa žongliranje. In danes smo tukaj v parku snemali film in sem se zelo veliko naučil, kako sploh to izgleda. Na PUM sem prišel zato, ker nisem hodil v redno šolo, ampak sem se dosti spremenil. Bil sem tudi udeležen na projektu, imeli smo modno revijo, imeli smo se ful dobro. Najprej smo sami izdelovali oblačila. Dobili smo si in hlačice in majičice. Osnovni namen programa PUM je, da mladostniki nadaljujejo pošteno šolanje. Posebnost programa je v bistvu v tem, da je individualni pristop in pa projektno delo, zaradi česar je program tudi uspešen in mladostniki radi prihajajo k nam. Projektno delo jih motivira, da ostanejo v programu, da najdejo kakšen skriti talent. Problemi mladostnikov, ki so v programu PUM, so velikokrat zelo težki. Od nasilja v družini, alkoholizma, problemi z drogami, problemi z duševnim zdravjem. Zelo pogosto je, da so starši ločeni in so otroci zapuščeni. Včasih nekoga samo premočno vrže puberteta. PUM sem predlagala za priznanje, ker so strokovne delavke na PUM-u najprej človek in šele potem strokovne delavke. Poleg teh formalnih kazalcev, da je uspešnost PUM-ovcev od 60 do 80% pri nadaljevanju šolanja, pa je meni osebno najbolj pomemben podatek, da so se osebnostno zelo razvili. Jaz sem pa prišel na PUM 3 leta nazaj. Rad sem kuhal, pa če so bile kakšne take debate od rasizma, od droge pa take. Zdaj pa imam še 3 izpite za do konca narediti. Torej, program PUM se je vsa leta soočal s številnimi finančnimi težavami. Seveda je pa tudi odvisno od lokalne skupnosti. Pri nas recimo občina Radovljica program podpira. Program PUM podpirajo tudi v bistvu vse ostale gorenjske občine, od Kranja do Kranjske Gore. Tudi prihajajo nagrade. Konec leta 2007 je celoten program PUM v Sloveniji prejel nagrado za najboljši socialni program za mlade. To je bila evropska nagrada. Junija 2010 je bil program predstavljen v Bruslju kot primer dobre prakse. Ja, jaz tukaj upravljam prakso že drugo leto. Zdaj vidim, kaj bi res rada počela, ko enkrat doštudiram. The purpose of my visit here is to learn from the students in PUM and to have an opportunity to live on my own and experience a different culture. In najbolj mi je bilo všeč tako, ker smo snimali, ker se je kdo začel smejati, smo mogli to 10-krat ponoviti, da nam je sploh ratalo. Zelo presenetljivo je vedno znova, ko opažamo te mlade ljudi, ki pokažejo tukaj izjemno inovativnost. Prihajajo iz nekih drugih sredin, kjer je bilo njihovo vedenje zelo moteče. Na PUM-u pa se ti mladi ljudje najdejo.